thank you for your life. Ta-ra-ra. Malo bom še počakala, mislim, da že piše, da smo v živo. Ja, smo že v živo. Živjo, dober večer, če je to z mano. Še en četrtkov večer sem z vami. Ja, kaj ne vem, mi je fajn? Ja, mi je fajn, res mi je fajn, še posebej, ker vam dajem neko znanje, ki ga sama živim, tako da mi je res fajn. Upam, da ste v redu, upam, da lepo preživljate dneve, upam, da se čim manj ukvarjate s korono in čim več z drugimi stvarmi. Upam, da spodbujate otroke, da je pač zdaj to neko obdobje, če imajo izzive z maskami. Danes smo imeli roditeljski sestanek, smo vsi v maskah sedeli, dejansko se pol niti ne spoznamo, kdo kje sedi. Evo, zdaj pa vas je že 1 minuta čez, bravo. Kaj če se danes zmenimo drugače? Jaz sem res rekla, da naredim krajši video, da je boljše, ker je boljše za vas. Mislim, a veste, jaz pol moje videe gledam in si mislim, a lahko ljudje zdržijo 1 uro me gledati. Ne vem, jaz tako, pri pol urcah se mi zdi, da je že dovolj, da če imam kaj za povedati v tiste pol urce, naj vam povem in to je to. Okej, lepo, da ste ponovno z mano, tisti, kateri ste. Danes bom govorila o zanimivi temi, in sicer malce ven iz knjige, ampak ne, malo drugo temo, malo en delček sem se dotaknila noter v knjigi. Kako mislim, da sem si zmanifestirala to, kjer sem danes. O tem se bomo pogovarjali, malo se bom dotaknila to, kar mogoče kdo nima rad, zakona privlačnosti, pa jaz sploh nisem vedela, da je to zakon privlačnosti, pa jaz sem sigurna, da 50% vas sploh ne ve, ko karkoli zmanifestira, da je to zakon privlačnosti, ampak pač reče, lej, je že tako moglo biti. Živo Petra. Najprej iskrena hvala tudi vsem tistim, moja knjiga se je šele zdaj začela noro brati, tako da iskrena hvala za vse komentarje, predvsem kaj pa mi je všeč, pa bi rada povedala vsi, dragi moji, tisti, ki res želite delati spremembo na sebi. Pa dajte vzeti mojo knjigo v roke, ker je toliko noter takih praktičnih zgodb, praktičnih primerov, kaj sem delala skozi življenja, da vam dejansko lahko odpre oči, od osebnega življenja, do poslovnega življenja, do prijateljstva, to nasplošno, kaj se je dogajalo z menoj. Tako da, evo, Marjana, živjo, Sotelije, kje je to? Ker sem na vdihu sama s sabo. Bravo, Marjana, točno to. Tudi jaz to počnem. No, tudi tega se bomo malce dotaknili. Dobro, jaz sem si danes napisala 6 točk, gledajte, 10 točk, se vidi, 10 točk. 10 točk, kako bi vam naj predstavila zgodbo mojega otroštva in do danes, kdo sem danes, zakaj mi paše tako, zakaj tako živim in kako sem si to zmanifestirala. V redu? Takole, mojih 10 točk se glasi. Jaz bom najprej jih prebrala, pa bom pa vsako točko malce razložila. Najprej moja prva točka je moč sanjanja. Jaz mislim, da je moč sanjanja in pozitivnih misli že, draga moja mami, res draga moja mami, moj pokojni oče, ti tudi, prosim, če mi danes opravičite, ker se bom malce tudi dotaknila našega življenja, ampak glih zato, da pokažem primerjavo, ker tudi ti si se, mami, spremenila, tako da, če si se ti spremenila, to je samo dober dokaz, da je res delaš na sebi, tako kot tudi jaz. Druga točka, katera je, zaveda se, da si sam kreator svojega življenja, to sem jaz po moje zelo hitro se tega zavedala, je pa res nekaj drugega, da sem bila primorana. A veste, to bomo se tudi, evo, mami, te 2 točki sta, tu noter se ti noter najdeš. Tretja točka, sprejmi povratno informacijo, uči se, izobražuj se. Jaz vam te točke, ki se bom dotaknila, bom malce se poglobila v to, kako je bilo na mojih delovnih mestih. Jaz zdaj nimam kaj dosti delovnih mest, imam 6-7, ampak bom tudi to opisala. Potem hvaležnost in odpuščanje. Jaz res mislim, da bolj, ko boste hvaležni, več boste imeli. Garantirano, 100%, stojim za tem. In ta druga zadeva, katera je, bolj, ko boste znali odpuščati, res odpuščati, ne da rečeš, ja, odpuščam mu. Odpustiti pa rečeš, ne odpuščam zaradi njega, odpuščam zaradi sebe, ker da lahko jaz živim naprej lepo, enostavno in srečno življenje. Potem najdi vzornike in se uči od njih.
naj ti vsak izziv predstavlja priložnost za rast, to je moja 6. točka, potem obdaj se s pravimi ljudmi in bom povedala primer v službi, prijateljstvo in tudi na splošno, kako vidim, kaj je dobrega, kako je to dobro vplivalo name in kaj ne. Potem dovoli si odpreti srce, tu sem zdaj najsrečnejša, tu mi je zdaj najboljše, ker res uživam. Potem imam eno tako, naj jaz vodim ego, naj ego ne vodi mene in bom tudi povedala primere, kje je ego vedno vodil mene, zdaj pa ne več, zdaj pa jaz ego rečem, ti pa tule nimaš kaj, prva sem jaz, pa ti. In ta zadnjo, delaj samo tisto, v kar verjameš oziroma kar živiš. To pa je eno tako načelo, katerega pa mislim, da če bom od vseh teh točk 3 točke probala vam nekako predstaviti, da boste videli, da je to smiselno, to pomeni hvaležnost, potem živi to, kar kdor si, ne to, kar želijo drugi. Čeprav to je, tako veste, da to je vsakič, na vseh citatih je napisano. To je tako, moraš ga včasih 500-krat prebrati, da v resnici vidiš, da je to, kar, ko boš to živel, boš tudi to lahko dal to znanje naprej. Po četrtek je Marjana. Esmir me spremlja, živijo Esmir, ljubica, to knjigo že iščem povsod, ampak da jo kmalu najdem in začnem z veseljem brati. Skoraj sem pozabila Savina, še Savina mi je dala, da danes bom razdelila 3 nagrade, če boste pisali vprašanja, 3 nagrade, ampak audio knjigo, tisti, kateri pač nimate radi brati. Prav lep večer, živijo Helena in okej, smo skupaj. Pa začnimo. Ste v redu? Upam, da ste v redu. Evo, se držim 6 minut pa pol že govorim. V redu, kaj hitro mine čas. Najprej moč sanjanja in pozitivnih mislih. Najprej, pri vsaki knjigi, tisti, ki ste brali mojo knjigo, ali pa tisti, ki še niste brali mojo knjigo, so zraven vsakega poglavja napisani citati, ki so nekako meni pomagali skozi moje obdobja. To je bilo najbolj zanimivo, da sem poiskala neke stare citate, tiste, ki so name vplivali, ko sem jih slišala, ko sem dobila, tako da ene sem tudi zdaj vzela ven iz te knjige, ene so pa take, ki jih pa nekako ponavljam že skozi ko papiga na skoraj vsakem mojemu videu. No, pri moč sanjanju je predvsem to, da kot majhna deklica sem bila taka malo čudna. Čeprav je danes rekla Rebeka, da jaz sem čudna, da jaz nasplošno, kako bi bila prej čudna, če sem skozi čudna. In ima prav. Tak bolj samotarski otrok sem bila, no. Nisem se glih rada fejst družila, pa tako, ne vem, ko sem bila fejst mlada, sem se rada družila s starejšimi, tak poseben otrok, sem pa skozi rada sanjala, skozi sem se videla, ker sem neka princeska, kako uživam, kako mi je lepo, mislim, uživala sem. Jaz sem še do pred kratkim gledala pravljice in zelo rada berem pravljice. Si lahko mislite, to je nekaj, kar je meni krasno, odlično, super. Jaz mislim, da bi to moglo čim več ljudi to spremljati, gledati filme ali pa brati pravljice. Okej, in še posebej, ko sem spremljala te pravljice in se mi je tako vedno zdelo, nekje mene čaka v prihodnje to lepo življenje. Zakaj? Ker prihajam iz mogoče malo drugačnega življenja, ker sem videla dosti prepirov, dosti kregarije in nekako se mi je zdelo, da jaz pa res si tega ne želim. In takoj, že kot mlada punčka sem videla, da bolj, ko govoriš slabo, slabše se ti dogaja. In to je tisto, kar tudi ponavljam, ko papiga, 60 000 misli je v naši glavi vsak sleherni dan. Ali jih povemo ali ne povemo, so v naši glavi. Samo 5% je novih, 95% je vsakič, to pomeni konstantno, od včeraj, od predvčerajšnjem. Zato je tako pomembno, da ko začnemo uvajati neke nove besede, nove afirmacije, nove izjave, pozitivne in to, da jih ponavljamo. Zato govorijo, da je moč 21 dni, moč 30 dni, moč 90 dni. To je tisto, kaj naj rečem, to je nekaj, kar vam pomaga za to, da lahko rastete. Res. No, in Albert Einstein je ful dolgo nazaj,
njega imam ful rada, no, njega, Teslo, tako, Gandija, tako določeni so taki, ko kar nekako se mi zdi, da se pri vsakmu poistovetim s tem, kar napišejo od citatov, kar jih imajo. Domišljija je pomembnejša od znanja, znanje je omejeno, domišljija pa obkroži ves svet. Pomeni, dragi moji, to je moč vizualizacije. To je zdaj na novo, moč vizualizacije, drugače pa to sanjajte, čim bolj sanjajte. Poskušajte narediti tako, da karkoli vidite, ne vem, si predstavljajte, jaz sem si danes predstavljala, kako boste uživali, ko me boste poslušali, kako boste prenesli si vsaj 3 dobre stvari in jih začeli že vključevati od danes naprej v svoje življenje. Prav predstavljam si, kako bo izgledal ta dogodek, kako bo, ko bom končala ta dogodek, kako bom sproščena, kakšen bo imela ta vibe, kako bo, ko bom prišla domov. Moč vizualizacije ali drugače sanjajte, čim bolj sanjajte. To mi je mogoče pomagalo, da nisem ostala v eni šoli pa rekla, okej, moja mami dela v Gorenju, jaz grem tudi v Gorenje, a ne. Glih to in skozi ta slaba volja, slabo, vse slabo, 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 vse kao, dobesedno, to ne more biti res, to ne more biti tako življenje. Že takrat kot majhna, majhna punčka. In zdaj morate vedeti, kot majhna punčka sem si rekla, jaz ne bom takšna kot moja mami. To bi lahko rekla vesolje drugače, tisto, kar si ful močno želiš, se ti bo glih to zgodilo. Glej, mogoče sem pol spustila, pa se nisem več s tem ukvarjala, pa tudi danes ne znam povedati, zakaj sem rekla, da ne bom takšna kot moja mami. Ne znam zdaj oceniti, a je to zato, ker je bilo strah očeta, ali zaradi tega, če dam vse skupaj, mislim, bila je krasna mami pri vzgoji, a na to, kar mi je pač dala, ampak veliko mi je pa kakih takih vzorcev, kar mislim, da sem jaz tudi mojemu otroku dala, da ne bo pomote. To ste tako videli na enem videu, sem celo posnela in povedala, da tudi moj sin je dobil te vzorce, ki jih je meni moja mamika dala. Tako da, danes sem ji hvaležna in moja mami se je tako spremenila, no, kapo dol, hvala mami za vse to. Okej, pomeni, ne glede na to, koliko ste stari, če ne boste znali sanjati, kje ste čez 5 let, čez 2 leti, čez 1 leto, začnite z majhnimi koraki, čisto z majhnimi koraki. Ne vem, čisto nekaj majhnega, da imate napredovanje v službi, da ste dobili nove sodelavce, tako, da se sami vidite, kako ste uspešno dali nek projekt, kako ste uspešno dobili nekega kupca. Če ne začnete na nekih takih osnovah, čistih osnovah, je zelo težko pol kar naenkrat nekaj velikega vzeti. Dajte majhne korake, majhni koraki sanjanja, da pride do tega. Kot majhna punčka sem jaz sanjala velike korake, ampak sem pa postopoma hodila po teh korakih, nisem takoj preletela pa bila princeska. Okej, in ta moč pozitivnih misli, bom delila, upam, da mi ne bo ena moja prijateljica zamerila, ki mi vedno napiše sporočilo, draga moja, sanjam te, oziroma s tabo sem že 3 dni v mislih, kako si, in mi napiše tako žalostno. In potem jaz mislim si pa če sem super, fantastično sem. In kako ji naj povem, da začne z slabimi mislimi. Mi smo tisti, ki se odločimo, kakšne misli bomo prenesli. Jaz ne vem, jaz tudi, ko mi kdo tako napiše, jaz nisem takoj da ne vem, če mi kdo napiše, rad bi se z vami pogovoril, rada bi se s tabo pogovorila. Jaz ne razmišljam zdaj takoj, da je to nekaj slabega. Včasih sem sigurno, a veste tisto, ko se ti kar filmi delajo v življenju, kaj vse se je možno. Zdaj pa ne, si pa mislim, nekaj mora dobrega deliti z menoj. Pomeni, lepo vas prosim, lepo vas prosim, resno, dajte si dan narediti tako, da je v vašem življenju več dobrih, pozitivnih misli, kot pa slabih, kot pa manj dobrih. To pomeni, ko vidite, da ste slabe volje, pojdite malo stran, 5-krat, 6-krat zadihite, mislim, to bom zdaj spet prišla nekam daleč, ampak dajte izhajati iz tega, da ni nihče drug kriv, zato ker ste vi slabe volje. In ko bomo to ugotovili, da nam lahko mogoče pridete do tistega, ko je ful dobre volje, da vam da to dobro energijo. Ampak mi sami kreiramo svoje življenje. Evo, in zdaj sem pri drugi točki. To pomeni, zavedaj se, da si sam kreator svojega življenja.
Evo, in zdaj se bom dotaknila nečesa. To je bilo, ko sem bila majhna punčka, sem rada sanjala. In že takrat sem raje imela, da se pogovarjam dobre stvari, kot pa slabe stvari. Druga zadeva, zdaj pa pri drugi točki, zaveda se, da si sam kreator svojega življenja, bom mogla pohiteti. Zdaj sem da je 15 minut. Že kot deklica, res že kot deklica, se nisem rada pogovarjala o drugih. Res ne. In to ženske oziroma punce smo, to obvladamo. Raje se pogovarjamo o vsem drugih, kot pa o nas. In vedno mi je šlo tako na živce in še dan danes, res, vse tiste, ki ste z menoj tako in tako veste, ko mi kdorkoli začne o kakšni osebi govoriti, če to osebo ne poznam, niti me ne zanima in če ne morem pomagati, tudi ne bom pomagala. Če ji lahko pomagam, ji pomagam, če pa ne, se ne ukvarjam z njo, ker imate toliko dela s seboj, toliko dela s seboj, da je nemogoče se še ukvarjati z drugimi. Če pa imate vse pri sebi poštimano, pa pejte za kako terapevtko, ker ste vrhunska in boste to znanje delila naprej. Res, čisto res. Ko pridejo k meni na coaching in začnejo, to meni, jaz točno vem, zakaj so prišli, ker mojo zgodbo gledam, rojeno mojo zgodbo gledam. In se noče pogovarjati o sebi, ampak o sodelavcih. Zakaj ta sodelavec, zakaj ono, zakaj to, skozi vračam nazaj. Grema k tebi nazaj, grema k tebi. Ker to je najtežje o sebi govoriti, najtežje. Ampak, ko pa to začnete, bolj ko boste delali na sebi, bolj ko boste sebe razvijali, bolj ko boste postajali drugačna oseba, pa več koristi boste naredili tudi za druge. Res, več koristi boste naredili za druge. Dobro, Lep večer iz Gornje Radgone, hvala, komaj čakam, da jo preberem. Super knjiga, zelo priporočam jo, Nataša. Ja, hvala, Nataša. Valerija mi piše iz Majštreka, lepo. Karolina, res dober citat, ja ne vem zdaj, Karolina, kateri sem že povedala, hvala za vse. V redu, pozdravljena Tanja, jaz sem ta srečnica, ki imam vašo knjigo s posvetilom, seveda, vsaki napišem posvetilo. Tista, katera jo kupi pri meni, vsaka dobi posvetilo, pa malo vas predtem pregooglam, da vidim, kakšni ste, kako posvetilo vam naj napišem. Nikolina, dober večer, Saša, dober večer, evo. Zdaj sem nekako 2 točki probala povedati, ki sta pomembni, da sem danes tukaj, kjer sem. Pa lahko vam povem, da je bilo dosti podtikanj, dosti tudi podtikanja o tem, a ti boš postala to pa to, ali ti ono pa ono. No, in eno se bom tudi dotaknila, to se bom dotaknila potem, ko pri točki spremi povratno informacijo. Evo, zdaj bom že kar to točko vzela. Bi pa mogoče še povedala citat, zavedaj se, da si sam kreator svojega življenja, od George Burns, ni bistvo življenja, da najdemo sebe, pač pa da ustvarimo sebe, kakršnega si želimo. To je bistvo. Ko bomo postali to, kdor smo, to je to, to šteje, drugo tako ne šteje. Zaradi tega, ker veliko nas je taki, ko najprej sledimo drugim, pa jih gledamo, kaj so, pa hočemo biti mogoče na nek način kopije, ko pa ugotovimo, da ni to, to je njihovo življenje, to ni naše življenje. In ko ugotoviš, da postani samo to, kdor si, se ti življenje ponovno odpre. No in zdaj sem pri 3. točki, sprejmi povratno informacijo, uči se in izobražuj. Moj najljubši slogan je vedno bil znanje je moč, učenje je super moč in to se strinjam. Jaz nisem zamenjala dosti služb, jaz sem zamenjala cirka 6 služb, pa rečemo 3 take, v 3 sem bila zaposlena, ja, samo v 3 sem bila zaposlena, druge pa nikjer, samo 3, ono ostalo je bilo vse preko študentskega dela. Prva je bila TEŠ, druga je bila zlatarna in ta tretja je naše podjetje Skaza, 3. služba. Predtem sem pač še delala v 3. Eno je, tako kot sem vam povedala, gostinstvo, ko ste imeli marsikaj povedati za to gostinstvo, druga so trgovine, ja, v butikih, mogoče 3 butike sem delala, v 3 butikih sem delala in kaj bi želela vam povedati. V vsaki službi, vsako službo sem iskala samo dobre stvari. Res. In če bi bil kdo, pa če bo kdo, ki me zdaj spremlja, pa da sem delala, zdaj v Tešu me težko, da me kdo iz Teša spremlja, moja je že šla, mislim, do penzijo, moja vodja, ena še mislim, da ne. V trgovini tam, kjer sem delala, je gospa umrla,
kje pa v Zlatarni Celje, pa mogoče, če bi me kdo spremljal, evo, bi bilo dobro, da napišejo. V vsaki službi nisem videla slabih stvari, ampak dobrih. Ko so mi karkoli rekli, da ne delam dobro, sem to vzela kot povratno informacijo. Malo sem bila ponižna in to tudi pišem v knjigi, to ste takrat lahko prebrali. Ne vem, nekaj mi piše Newtip, a bi to mogla kaj pogledati? Ne, po moje ne. To se moram še naučiti, nekaj mi tam zdaj piše Newtip, po moje to nekaj novega, ampak se bom kar držala te moje točke, teh točk. No, in v vsaki službi, ki sem dobila kakršnokoli povratno informacijo, ki ni bila vedno pozitivna v tem stilu, tudi kdo me je nadrl, na splošno, v Zlatarni mogoče malo bolj, ampak tam sem največ znanja dobila, sem to vzela kot nekaj, da sem bila najprej hvaležna, da imam službo, da se lahko naučim, vsaka nova informacija mi lahko da novo znanje in res mi ni bil problem, za mene ni problema, ja, izziv. Ni mi bil izziv se peljati, ne vem, kamorkoli, da lahko pridobim neko znanje. Zdaj, to je tudi mogoče malo se sovpada s tem, kakšna si kot osebnost. Jaz se samo v srednji šoli nisem rada učila. Takrat sem se izgubila, res. In zato tudi, ko vidim mojega najstnika, zdaj 16-letnika, mu nič kaj ne rečem, ker sem bila čisto ista, no. Pri 16 sem se najbolj izgubila. To so bila neka leta, ko po moje sploh ne veš, kje si, pa se pol vrneš nazaj. In marsikdo mi piše, res mi pišete ali pa me kličete, ali pa tudi nekdo se odloči, da bi mu bila kot coach, pa da ga pripravim na to. Ko vidim, da je oseba tako fejst, sovraži delodajalca, sovraži vodjo, ne vidi vse slabo v tem, ni zame, res ni zame. Naj vam povem, zakaj ni zame, zaradi tega, ker jaz sem delodajalec. Kako naj jaz potem s to osebo komuniciram na način, ne bo šlo. Ampak predlagam zelo dobre moje sodelavke, moje svetovalke, mislim, moje krasne ženske, ki pa res lahko pomagajo. In najprej vam res predlagam, kakršnokoli delovno mesto boste zamenjali, dajte najprej najti vsaj 5 dobrih stvari v podjetju. 5 dobrih stvari. Ne vem, ali je bila to pisarna, ali so bili sodelavci, ali je bila hrana, ali je bil dopust, ali je bila plača, ali je bil regres, ali je bila božičnica, ali so bili produkti. 5 dobrih stvari. In preden se odločite, da greste na drugo delovno mesto, dajte malo vsak dan vsaj ponoviti hvala za krasne sodelavce, hvala za odlično malico, hvala za božičnico, ki jo dobivam vsako leto. Nekaj, da najdete, da boste si lahko naredili lepšo pot v drugo službo. Pa tisti, ki še tega, glejte, jaz v knjigi pišem, v knjigi opisujem zgodbo, kako sem svojim sodelavcem, ko mogoče ni bilo tako, se ni pri njemu dobro naredilo, ne pri meni. Res, karmo, energijo prenesete na drugo podjetje in tudi tam ne boste srečni. Podpišem, dokler ne boste sprejeli izziva in rekli, okej, kaj mi ta izziv sporoča? Kaj se moram preko tega izziva naučiti? Ne se ustrašiti izzivov, res ne. Naj vam ta izziv pokaže in zavedajte se tega, da ta izziv vam je pokazal, da greste korak naprej. Ker ste sposobni, sem strah vas je. Saj veste, da je strah naš največji sovražnik. A mislite, da bi jaz danes takole govorila pred vami, pa bom odkrivala, če bi me bilo strah? Bilo me je, ampak vsakič, ko me je bilo strah, sem naredila korak naprej. Včasih vam ne znam povedati, kje sem imela srce. A sem ga imela tu, a sem ga imela tu, skje. Meni se je zdelo tako, da utrip slišim vse povsod, po celem telesu. Ampak danes se zavedam, da sem naredila preskok, da danes res živim to, kar govorim, to, kar si želim, to, kar verjamem. Okej. A veste, ko koga vidim žalostnega, pa ko vidim osebo na drugi strani, včasih sem bila huda, ko sem videla nekoga, ki je tako, jaz sem bila huda, priznam, po resnici, ker sem ga videla, da tako obsoja, skozi, skozi, kaki so učitelji, kaki so to, kaka je prodajalka, tap. Sem bila huda, mogoče zaradi tega, ker sem delodajalka. Ker sem delodajalka in sem gledala drugače, ampak
Jaz, dragi moji, jaz sem 15 let delodajalka. In sem solastnica, jaz nisem bila prej. Ampak danes se mi smilijo ti ljudje, ker kličejo po pomoči. Ampak ne vem, če so pripravljeni delati na sebi. Odgovorov nikoli ne boste našli do zunaj. Nikoli. Nobenega odgovora. Tudi, ko boste zbrali svetovalca, terapevtka, terapeuta, terapeutko, ne vem, coacha, kogarkoli, to vas bojo samo pripeljali do tega, da odgovore najdete sami. Pa priporočali vam bodo, katero knjigo je fajn prebrati. Pa če ne bi radi brali, jo boste pa poslušali. Nič za to. Ne moramo delati spremembe, če nismo pripravljeni na sebi narediti. To je moja knjiga Spremembe vredna. Ne moreš biti vreden, če ne narediš spremembe. Moraš narediti nekaj, da si lahko vreden. Ok, hvaležnost. Ok, jaz sem res hvaležna že vrsto let. Vsaka služba, ko sem šla, in danes gledam mojo nečakinjo, tako da moja nečakinja je danes dobila prvo redno službo. Ko bi vi videli to srečo, kako je ona govorila, kaj bo oblekla, kako je vesela, bo imela dopust, bo imela služben telefon, bo imela to, imam krasne sodelavke. Pa mislim, jaz vam ne znam povedati, pa jaz sem noro srečna, kaki so moji zraven mene, samo moji, mislim, noro. To je moja nečakinja, vam povem za sestrično. Moja sestrična prihaja iz Šabca, ne iz Šabca, iz Tabanoviča. To je vas zraven Šabca, zraven mesta Šabac. Konstantno, ko je šla v Šabac v šolo, so jo skozi vsi poniževali, da je kmetica, ki prihaja iz vasi. Konstantno so ji to govorili. Danes moja sestrična dela, zadnjič tako, vsak dan je hvaležna, je rekla, delam v Londonu, živim v Notting Hillu živi, ima krasno stanovanje in tako je ona rekla, kaj misliš, kako me je do sem pripeljalo? Jaz rekla, sem zato, ker si vsakič bila hvaležna, ko so se ti vrata novo odprla. Vsi jo imajo radi, z vsemi krasno dela, z nikomur se ni skregala, nikomur ni rekla, mislim, noro, pa dajmo se nekaj iz tega učiti, ne se učiti iz televizije, ne. Medije bi mogli delati za ljudstvo, ne za to, kar delajo zdaj. Res ne, samo to se prodaja. Se veste, tisto, kar se prodaja tam, kjer se dobi denar, tam greš. Ne dobiš tam, to bi bila tudi ful dobra tema, da bi se kdaj pogovarjali o tem, kdo so uspešni ljudje. A mislite, da so res vsi uspešni ljudje, ko so po televizijah, pa ko se sem govori o njih? A mislite, da so uspešni? Mogoče imate soseda zraven, ki živi v bloku, pa je v drugem nadstropju, pa ga vidite vsak dan srečnega, ko psa pelje ven, pa ima 2 krasna otroka, pa se vam vedno vas lepo pozdravi, vedno je vesel, srečen, pa mogoče je on, to je sreča, mogoče je on uspešen. Definicije imamo pomešane, zato ker jaz iskreno vem, kdaj sem bila jaz srečna. Ok, se vrnemo nazaj še k odpuščanju. Pa jaz zdaj ne morem govoriti zase, jaz sem bila lepa, sem bila mlada, danes si rečem, da sem lepa. Včasih pa, ne vem, pa ne znam oceniti, da sem bila lepa, ne, to bi mogli moje sošolke, pa moji sošolci oceniti, ali pa tistim, katerim sem bila simpatična. Zelo si lepa danes. Erika, iskrena hvala, pa glih govorim o tem. Hvala, Erika. Evo, to mi je všeč, viš, kako se lahko, tudi punce se lahko pohvalimo. Jaz tudi rada punce pohvalim, ker mi je tako všeč. Hvala tudi, kako lepe so prišle za v Mariboru, ker sem jih imela v živo. Kakve so bile krasne, krasotice. Čakaj, da se vrnem, na odpuščanje. In marsikdo si je mislil, da sem kako službo dobila zato, ker pač sem lepa. Ja, in jaz sem vsem tem odpustila. In še danes vsem res jim odpuščam. In tudi, če vem, da jaz vem, kaj so oni rekli ali pa kaj so govorili zame, ker je bilo tudi tako direktno, da mi je bilo nekoč servirano, pa jaz jim oprostim, ker so mi samo naredili uslugo na način, da sem še bolj delala na sebi, pa sem hotela to dokazati. Saj danes ne vem, če je to v redu, da se zavedamo, danes smo drugačnega mnenja, ne rabite se nikomur dokazovati, manj, ko se boste dokazovali, boljši boste. Verjamete,
Dokazujte se sebi. Bolj, ko se boste sebi dokazovali na način, da rečete, wow, zdaj pa želim to narediti zaradi tega, ker bom potem uspešen, zato ker bom imela večjo dodano vrednost, pa boste vsem zgled. Tako da, Zig Ziglar je dejal nekoč, nekje je nekdo prav ta trenutek srečen z manj, kar imaš ti. No, to je bilo pa tisto, kar je vedno mi dalo zamisliti. Zakaj ne bi bila srečna že kot, ne vem, ajde, rečemo, da sem skozi znala nekako preživeti. Jaz nikoli nisem. Jaz kot otrok sem živela skromno, ampak ko sem bila pa od mojega 18. leta, sem pa jaz znala zase poskrbeti. Sem šparala, me zastopite, tisti, kateri ste, sem bila taka skromna, kar se tiče, ampak lej, sem imela pa vse, sem šla na dopust, vse sem imela sem avto, se spomnite jugotov, vsi smo vozili tiste jugote, je bilo noro fajn s tistimi jugoti. Gremo naprej, tako da se vrnem nazaj, to pomeni, dajmo odpuščati. Če boste želeli, vam bom te stvari napisala, če boste pa imeli vprašanje, bom pa razdelila. 3 dobrim, odličnim vprašanjem, ki mi boste postavili, bom dala 3 audio knjige. Bom podarila tisti, kateri pač še niste, zdaj audio knjigo, to imam zdaj na novo, ampak to ni tako, da vam podarim za skozi, mislim, da imate nekaj dni, 14 dni, vi boste dobili za 14 dni, ker mojo knjigo, če je čisto vse tako, da smo iskreni, je tako gladka, enostavna za brati, ene so celo mi napisale, da so jo prebrale v enem večeru, v enem dnevu, ko bi vi vedeli, koliko lepih, krasnih zgodb sem slišala, kdaj bom imela priložnost vse te ženske objeti, celo moški, dragi moški, ne delam zdaj treatmenta za moške, delam pa za pare. To pomeni, ne bom mogla še imeti čisto moške. Moški mi lahko prijo na coaching ali pa na kako mojo delavnico. Nimam pa še tako samo za moške, treatmente imam pa te, ko imam 3-dnevne intenzivne treninge, te imam pa za pare. To pomeni pare, moški, tudi vi ste zdaj na igri. Na delavnico ste pa vedno dobrodošli. Ok, najdi vzornike in se uči od njih. Da bom najprej prebrala, kar je bilo meni, to je moj Buda, ki je tako, to je to, kar misliš, to postaneš, kar čutiš, to privlačiš. Podpišem, res podpišem. Jaz vam predlagam, da mogoče ta citat, danes sem potrebovala ta live, bravo Polona, no, evo super. Predlagam, da ta citat si napišete, prosim, nekam, zdaj si vzamite list papirja, pa si ga napišete, pa ga dejte pa, ne vem, jaz sem ga najprej imela v kopalnici, ful mi je bil močen in sem ga dala kar v kopalnico. Bom ga ponovila, še enkrat, kar misliš, to postaneš. To je to, kar smo govorili o moč mislih. Če ste slabi, mislite, da so vsi drugi krivi, taki boste, ne morete biti drugačni, take ljudi boste tudi privlekli v svoje življenje. Če ste veseli, če rečete, wow, kakšen je nov dan, saj vem, da ni enostavno. Jaz podpišem, da ni enostavno, ampak vam pa garantiram, če boste delali 1 mesec, vsako jutro se boste zbudili. To sem jaz, rada se imam, spoštujem se in cenim to, vse, kar znam. Podpišem, da boste točno tako živeli. Pa tisti, ko ne, me lahko date direktno na live, javno, lahko date kamorkoli, bom objavila vse tisto, kar mislite, da to ne drži. Samo 1 mesec, pravijo z juga, kar zračiš, to privlačiš. Ja, Nikolina, točno to. Živijo Petra in vsem ostalim. 33 minut, pa sem v redu, najdi vzornike. Jaz tudi predlagam, da najdeš vzornike, take vzornike, ki so nekaj naredili v življenju. Karkoli, najdi take vzornike, ki so nekaj, ne vem, poglej jih, a so srečni, a so veseli, ne gledati samo na to, kak je kdo oblečen, dobro, zdaj ne morem tako reči, če kdo ful dobro izgleda, potem si zalepite tisto sliko, pa imejte kot za postav, ne vem, jaz bi tako rekla, ampak najdite vzornike, se vaš mož zaveda, kakšno krasno osebo ima, to sem pa kar zdajle prebrala, hvala Aleš, ja se moj mož zaveda, res se, res, jaz imam krasnega moža, res se zaveda. No, ampak najdite take vzornike, da vam bodo lahko ogledalo in ga potem pejte vprašati, pejte ga konkretno vprašati, kaj je delal, kaj je lahko naredil, da je bil tako uspešen. Jaz se spomnim, jaz sem imela najprej vzornike pri mojih 2 sosedah, se spomnite? Moje knjige, moje 2 sosede. Pol malce naprej
so mi bili drugi vzorniki. Wow. Tudi moram priznati, da sem imela kako manekenko za vzornico. Res, je bilo pa vedno tako zanimivo, da naprimer fantje, hvala Bogu, da se rečem hvala Bogu za to, ko so mojim kolegicam bili všeč eni fantje, meni ti fanti sploh niso bili všeč. Pa mi ni bila všeč energija, nič. Pa so neki, pa lej, kak je fajn, kak je všeč, vse ga imajo rade, vse bi ga imele. Jaz že takrat mislim, da sem bila drugačna. Meni so bili pa vedno taki všeč, ko so malo odmaknjeni, malo bolj tihi, tak se mi je zdel tak mal, ta je zame, točno tak je zame. Pomeni, ne iskati, kar je drugim všeč, najdite vzornike, ki so nekaj naredili, to je meni pomagalo. Meni je to pomagalo, jaz sem potem prebrala vse življenjepise, jaz vse vem, jaz na primer še za te nove pevce vem, ko mi je katero všeč, ga grem pregooglati, pogledati, tako da to je za drugo temo, to ne smemo zdaj, če nam predolga. Ok, najprej vsak izziv predstavlja priložnost za rast. Ko ti je najbolj težko, se vprašaj, kaj se za tem skriva. Evo, to, če ste tisti, ki ste poslušali moj prejšnji video, hvala, mislim, tako lepi so komentarji, tako da ne vem, ali bi to brala ali bi kaj bi brala, ampak 3 vprašanja še pa pričakujem, to pa bom imela na koncu. In sicer, v prejšnjem videu sem govorila o tem, kako se določeni ljudje ustrašijo izziva in potem zapustijo podjetje, če se spomnite. Ja, a veste tako, če ne gre, bojo začeli iskati izgovore, pa grejo iskati vse, kar ni okej, namesto da tisti čas, ko razmišljajo, kaj vse ni okej, pa zakaj ni vse to okej, meni je kar vroče. Ful imam vroče, to imamo teh lučk tlele noter po moje, pa imam zaprta okna, zato da me lepše slišite, ampak mi je res vroče. In sicer, ko pride do kakršnega koli izziva, res je ta izziv samo to, da vi odkrijete, kaj se skriva za vami. In vam garantiram, da zdaj, ko bo prišel izziv, in bom dala primer, pri nas jih je veliko šlo iz prodaje, ker pač jim ni šlo in tako, druga zgodba, to bom pa enkrat naslednjič. Če verjameš, da lahko dobiš tega kupca, ga lahko dobiš, samo pomembno je, da najprej verjameš v to, kar počneš, pa da rečeš, lej, tega kupca sem si zmanifestiral, tega bom imel. Ampak to je naslednja tema, drugače pa vsi tisti, ki želite, si lahko pogledate od moje Ize si je login, en video, kjer je govorila o manifestaciji. Jaz sem to želela zdaj na dvigu ženske energije. Jaz bom tudi v tem online, ko bomo imeli dvig ženske energije, bom prav konkretno skupaj pomagala sestaviti cilje in potem, kako te cilje zmanifestirati. Ni enostavno reči, jih kar pošljaš v vesolje, ne, ni tako enostavno. Je treba biti fejst pretočen, da pa prideš do fejst pretočnosti, je pa treba delati na tem. Moraš začutiti to vibracijo ali pa to frekvenco, kdaj si res pretočen. Tako da ni vsaka želja, rečeš, a veste, moja želja je, ampak ne, zdaj bomo tako povedali, jaz bom res imela šolo za vse splošno življenje, da boste postali srečni, izpopolnjeni, vse to. To bom sigurno imela, sigurno. Zakaj? Vsake toliko časa jo spustim, pa pol malo grem pogledati, kaj se mi dogaja, kakšna vibracija je. In je tako krasna vibracija in si rečem, lej, to me čaka. Pa grem tako malo vrtati, veste, katera leta, teh let mi pa še ne pokaže. In pa rečem, okej, lej, to me še čaka. Vse počasi, dragi moji, boste videli, nismo prišli na ta svet trpeti, ampak uživati. In ne čakati cilj, ampak uživati na poti. In to, kar sem se naučila, to, kar živim, to bi vam rada dala. In lej, šola bo sigurno bo šola. In to bo šola, kar bi se mogli naši otroci učiti. V šoli pač, ker se ti otroci ne učijo, bomo se pol, ko bomo prišli v eno tako obdobje, makar eno leto, preden gremo v službo, ali pa eno leto, preden se ne odločimo za pravo, ne vem, zamenjamo službo, rečemo, jaz pa grem se naučiti, poiskati sebe in vedeti, kaj mi sploh odgovarja. Ok, vrnemo se nazaj. Ok, obdaj se s pravimi ljudmi. To imam temo za cel dan. To imam temo za čist cel dan. A vi veste, koliko vam je informacij? No, vam povem, ker meni, kaj se mi je dogajalo v službi. Takrat, ko vi rastete, kaj vroče mi je postalo, se lahko slečem? In sicer, ko vi rastete,
po moje se tudi vam dogaja, zdaj ne vem, ali se vam dogaja, se vam ne dogaja. Mislim, zanimivo mi je slišati, ko mi nekdo reče, jaz imam prijatelja iz vrtca. Pa si jaz mislim, kako lepo, da sta obdržala prijateljstvo pa to. Ampak zanima me, kak je bilo, kak rasteta skupaj ali ne rasteta skupaj in sicer. Takrat, ko se vi spreminjate, ko delate na sebi, takrat se vam vaši prijatelji zdijo čudni, oni se vam zdijo čudni. Zakaj? Ker ste vi naredili eno stopnjo več. Seveda je smiselno, to, kar sem jaz počela, pa ni bilo prav, da sem mogoče želela kdaj te prijatelje usmeriti. Ne, seveda ni bilo prav. To, kar zdaj povem, ni bilo prav. Jaz, ko sem se karkoli naučila, sem to kar hotela prenesti do naših sodelavcev, do mojih prijateljic, kakorkoli, ampak sem videla, da človek mora biti pripravljen za to. Saj veste, kako rečejo, ko učitelj pride, ko je učenec pripravljen. Če učenec ni pripravljen, je brez veze govoriti, tako kot jaz zdaj vam govorim te citate, pa čeprav jaz računam, da vsi tisti, ki me gledate, ste čisto podobni meni in da veste, o čem govorim, ampak mogoče je fajn me kdaj večkrat poslušati, pa takrat dobite potem tisto najbolj pomembno informacijo. Ja, hvala Petra, ampak hvala za te take informacije, ampak jaz mislim, da je moj miš je nekaj drugega. Točno to, da vam šolo, da naredimo eno krasno šolo, kjer ko vi začutite, da ste nesrečni, ko čutite, da niste na pravem delovnem mestu, ko čutite, da niste s pravim partnerjem, ko čutite, da ste se izgubili, to, kar se je pri meni zgodilo, ko imaš vse, pa si prazno znotri, takrat pridem jaz, takrat sem jaz in to šolo, glejte, ta šola bo, to sem zmanifestirala. Ne morem vam pa zdaj reči, bo to jutri ali bo to pojutrišnjem, odvisno kako se bo, kaj vse se bo dogajalo, ampak sigurno bo, ta šola bo. Okej, da se vrnem nazaj. In isto tako je v službi. Bolj ko vi rastete, se razvijate, niso ti prijatelji ali pa sodelavci več v vašem krogu podobni vam. In vi jim želite pomagati, oni tega ne želijo, ker je tudi prav, ker ne vidijo se še v tem, in takrat ponavadi naredite tako. Ali zamenjate delovno mesto, ker vidite, da ste tu končali svoj job in da je to to, kar je. Nisem prepričana, če v enem letu pa pol lahko tako zrastete, ali pa ko nekdo pride k meni pa reče, ko reče, tam je bila najboljša, tam je najboljša. Če si 40 let imel negativne misli, če imaš 30 let blokade, pa ne morete, dragi moji, v 3 mesecih postati drugačne osebe. Res ne. Jaz mislim, jaz sem 2014 začela na tem delati, 2014. Pa prej sem že začela meditirati, pa tako naprej. Ampak od 2014, jaz mislim, da šele letos polno živim to, kar vam govorim. Prej sem bila pa učenka, kjer sem probavala, hvala Bogu, da imam v službi tudi ljudi, kjer so privolili na to, da so se učili z mano, ampak danes pa to na polno živim. In danes, karkoli bi mi kdo povedal, danes sem taka, kot sem, to sem jaz pred vami. Takšna sem, to sem jaz, kar znam in kar ne znam, nič drugačna. Ko sem se podcenjevala v partnerskem odnosu in v službi, točno to, tudi to je ena izmed takih stvari, ampak Sabina, to je vzorec, ki ga mi ponesemo iz otroštva in je treba na tem delati. To se ne reši samo. Lahko se reši samo s knjigami, z raznimi poslušanj, ne vem, preko meditacije, ampak nekdo vam mora dati nekaj usmeritev. Če nimate usmeritev, ne morete to rešiti. No. Če pa je tako močno, pa res predlagam, da je treba obiskati kakega terapevta. Okej, no in kaj sem vam želela povedati? Ko smo mi 2017 zamenjali celo ekipo, jaz si tako želim te moje sodelavce, tako jih imam rada, ker oni so jaz, veste, niso potem naredili tega preklopa, ampak oni so čisto podobni, takrat sem jih jaz zaposlila. In oni so moji bratje, moje sestre in še vedno jih imam vse rada. Čisto vse, tudi če so kateri hudi name. Tiste, katere sem jih jaz zaposlila, tiste, katere nisem jaz zaposlila, za tiste jaz ne odgovarjam, samo za tiste, ki sem jih zaposlila. In tako si želim, jaz jim res, zdaj, če me poslušate, vsi moji bivši sodelavci ali pa sodelavke, če je kdo med njimi, ki je odšel od mene, še moja sestrična se je javila, evo, zdajle sem jo videla. Prvo, kar je treba tudi sorodnikom pomagati, če si želijo, ker oni so najbolj pomembni, ker je tvoja kri.
Jasna, hvala, viš, to je to, ker mi je prišel sam znak mi je prišel zraven. Eno temo bi mogla za sorodnike odpreti, res, res. A boste verjeli, da se moja sestrična poroči 17. oktobra, poroči se glih takrat, ko sem imela jaz dogodek, 16. do 18. oktober. In sem rekla, oh my god, ne bom mogla iti sestrični na poroko. In zdaj je moj dogodek odpovedan in draga Jasna, jaz pridem k tebi na poroko. Pridem. Dobro, nadaljujmo naprej, da ne bomo zašli. In res bi mojim sodelavcem, vsak tisti, ki me to posluša, ali pa če imate kakega sodelavca, ki je delal pri meni, jaz si res želim, tako prav sanjam, prav sanjam, to je noro, koliko sem imela rada Lauro, pa še zdaj jih imam, Lauro pa Barbaro, to vam sploh ne znam povedati, to je neka čist posebna vez. Ampak to je tisti moment, ko ti bolj zrasteš, pa mogoče punce ne želijo to rastiti in pol vidiš, da moraš narediti preskoka. No, in 2017 se je moglo zamenjati vodstvo. In ne se bati delati sprememb, ker nihče vas ne bo srečali boste sami. Naj vam ne bo, ne gledati na okolico, to bi bilo spet res en dober video. Ampak to imam na delavnicah, se ne morem vam vse povedati. Zdaj imam ful dobrih 6 delavnic, kjer se vse to učimo. Sprejemati, kdo smo, odpuščati, dobrodošli, vsi tisti, ki želite. In potem ta 7. bomo imeli tudi, zdaj bomo malo online, pa bomo se pa tudi videli. Evo, kako prekiniti vzorce iz otroštva in tako svojim otrokom na začetku ponuditi lepo popotnico za živeti polno čisto življenje. Ja, Mojca, dobro vprašanje. Aha, to je vprašanje, ki si mi ga postavila. Evo, dobro vprašanje, ampak sem že en delček skoraj odgovorila. Ne moreš sam, ne moreš sam. Najprej se moraš odločiti začeti delati na sebi. Evo, Mojca, tvoje vprašanje si bom zapomnila. Da še samo 3 stvari odprem, to, kdo sem pa v resnici danes jaz. Takšna, kot sem. Vmes, obdaj se s pravimi ljudmi, še to. En Rady Pendy, to je en, ki sem ga prebrala, eno knjigo in mi je bil všeč, je povedal tako. Nikoli ne sprejemaj življenjskih odločitev na podlagi nasvetov ljudi, ki se jim ni potrebno soočiti z rezultati teh odločitev. Toliko veliko svetovalcev je bilo v našem podjetju in vsi ti svetovalci, ki so prišli v naše podjetje, ne bom rekla, vsakemu sem neizmerno hvaležna, res hvaležna, neskončno hvaležna, neizmerno ni lepa beseda, neskončno hvaležna, kar je dal, ker sem od vsakega nekaj dobila. Sam noben se ni kaj dosti vezal na naše rezultate. No, ampak eni so bili pa taki, ki so pa res naredili premik. In ti so še danes, in danes bom prav te svetovalce povabila, da bojo meni pomagali v drugih organizacijah delati spremembe, ker tisti so največje spremembe pri nam naredili. In če človek ni naredil pri sebi neke spremembe, kako bo vam pomagal? Zato vedno rada pogledam, ko nekdo pametuje, pogledam, kaj je pametoval, kaj je naredil, če je naredil kljukica, ta je zame, ta lahko gre naprej. Ok, dovolj je odpreti svoje srce, moj Miguel Ruc, ki mi ga je podarila, mislim, da mi je Iza ga podarila prvo knjigo, reče, vsak človek je umetnik, vaše življenjske sanje so ustvariti edinstveno umetnino. Ko delamo iz uma, ne moremo priti do rešitev. Kreira nekaj drugega in samo reši požare. Ko delamo pa iz srčka in res bi vam rada svetovala, dajte meditirati, najdite najboljše, ne vem, kogar želite, tudi jaz imam meditacije, tudi jaz imam nekaj meditacij, ki jih pač ne objavljam zaradi tega, ker je toliko dobrih meditacij, jaz pač vsak, ki pride k meni na delavnico, je deležen mojih meditacij, mojih manifestacij, ni pa to nekaj, kar tako delim, ker se mi zdi, da tako, veliko je dobrih, no. Poskušajte na tem delati, veste, koliko odgovorov boste dobili, ko boste šli v srček, zato ker isto tako kot danes jaz, danes sem rekla, kaj vam naj pripravim in a veste, ko sem tole pripravljala, mi je srce reklo, pa pusti se, ko jim boš dala čisto neke druge stvari, ko bojo prej slišali, kot pa to, kar si napisala in je čisto res, prejle mi je prišla sestrična, pol se mi je tamle pokazalo, ko je napisala gospa, pol pri vzorcih, tako, cel kup takih stvari, ki bi lahko delila z vami, ampak v redu, treba se nekako držati teme.
Odprite si srčka in še ena taka zadeva, ego, ne vem, kaj vam naj rečem. Kaj naj s tem egom naredite? Ne vem. Jaz še danes vidim. Saj še vidim mojega moža, ko mi reče, kak je ego zdajle začel delati. Pa moža vprašam, a ti misliš, da še imam jaz ful veliko ega? Je rekel, ja, ga imaš, ampak ga uporabiš takrat, ko je potrebno. Točno to. Naj ego dela za vas, ne vi za njega. To pomeni, preden sem prišla, vklopila tale Zoom v živo, sem rekla, ego, dragi moj ego, danes želim biti zanimiva, da ljudje dobijo informacije, da se zavedajo, koliko je pomembno iskati lepe stvari, da jih bojo našli pri sebi, sem želela, da ego dela zame. In to bomo pa pol videli, kakšen bo feedback. Čeprav, glejte, jaz mislim, da sem vam dala nekaj dobrega, koristnega, ker tako se jaz počutim. No in ta zadnja, dela samo v tisto, kar verjameš. Jaz se res delam v tisto, kar verjamem. In delam samo s tistimi strankami, s katerimi verjamem, da lahko pride do rezultata. A res. In če čutim, ja, zdaj boste eni rekli, ja, lahko je njej, ker se lahko, ker pač je preskrbljena. Pa zakaj mislite, da sem preskrbljena? Tudi jaz moram preživeti. Mislim, zdaj, jaz rečem, jaz bom vedno preživela, kamorkoli bom šla. Ampak kaj je pomembno? Zbiram stranke na način, ki jih čutim, da jim lahko dam, da so prišli ne po moje znanje, ampak da res hočejo narediti spremembo na sebi. In tudi tisti, ki pridejo na moje delavnice, to so ljudje, ki ne pridejo mene opazovati, kakšna sem, pa bom to povedala. Oni res pridejo se nekaj naučiti. Evo, to bi bilo to. Jaz vas imam fejst rada in res vidim, res eni bi tako rekli, da sem skozi v tem zenu. Že prijatelji mi reče, ti si skozi v nekem svojem delu. Ja, res je. A veste, ko 2-3 meditiraš na dan, pol si res nekako čisto v nekem svojem svetu. Dobro, zdaj bom pa pogledala vprašanja. 3 bom podelila, 3. In sicer všeč mi je blog, ki ga je postavila Mojca, evo, kako prekiniti vzorce iz otroštva in tako svojim otrokom na začetku ponuditi lepo popotnico. Mogoče ne bi bilo slabo, da bi posnela en video, mogoče bi bilo dobro, ne pa da ne bi bilo slabo, bi bilo dobro, da vam posnamem, kar sem se naučila. Tako mi je žal, ker sem se to naučila, ko so moji otroci že bili malo večji, kako preden imate otroke, kako jih popeljati v svet. To je pa moja Amadeja delila z mano. Amadeja, hvala. To sem jaz vsem mojim puncam povedala tlele v službi, da tiste, ki so zanosle ali pa nimajo otrok, kaj narediti v tem primeru. Drugače pa, draga Mojca, če imate vzorce in če se zavedate teh vzorcev, da ste jih ozavestila, potem jih boste posledično vedela, ko boste videla pri svojem otroku, boste vedela, da je to vaš vzorec. Če, Mojca, ne veste, katere vzorce imate, jih lahko vidite na otroku. Kaj pogledajte vašega otroka na nek način in vedite, da otrok je skupek vseh nas. Zadnjič je Ana napisala, ja, ampak nekaj pa tudi naredi okolica. Ja, okolica naredi pol, ko je otrok star 14 let. Na začetku je pa kar veliko naših vzorcev. Mojca, jaz res predlagam, da najprej se vključite na kako delavnico, kjer spoznate te vzorce, cel kup je takih ljudi, ali pa greste kakšno terapevto, da sploh odkrijete, kateri so to vzorci, potem pa delate na teh vzorcih. Ampak to je treba delati vsak dan. To je ozavestiti. Jaz ocenjujem, to je moje mnenje, prosim, ne držite me za besedo, da vzorcev se ne more znebiti, lahko jih samo ozavestiš. To pomeni, moj vzorec ozavestim, ko mi prije do tega, se vprašam, zakaj me je to zdaj zabolelo in potem na tem vzorcu delam. Na tem vzorcu delam. Tako da, prej, ko boste rešili svoje vzorce, prej boste dali lepo popotnico svojim otrokom. En video sem posnela, ampak mislim, da sem ga dala na moj osebni profil, kjer sem tudi pokazala, da imam veste, da imam 2 otroka, da sem ta starejšemu dala take vzorce, ki mogoče danes vidim, kakšne vzorce ima, delam na tem, poslušam, sprejemam in bolj, ko sprejemam, bolj tudi midva čistima te vzorce. Ampak vsakemu primeru te vzorce sem mu dala. Te vzorce sem mu dala, kar pomeni, lahko samo delam na tem, da jih on, že preden bo imel svojo družino ozavesti, ali pa preden, ko bo šel na faks, jih ozavesti, da se takrat vpraša, dala sem sebi tako ime Tanja, mojemu sinu sem dala nekaj podobnega, da že tu imamo en tak delček, ki ga moramo ponesti naprej. Ok, tam je bil všeč, hvala Mojca,
Zelo ne gre tako na 1, 2, 3, ampak v vsakem primeru najdite, če ne morete sama, najdite enega terapevta, naj vam ne bo škoda, prosim vas, naj vam ne bo škoda denarja, da vam lahko nekdo pomaga, da ste srečnejši. Naj vam ne bo škoda. A za oblekco smo pa vse pripravljeni dati, za pot smo pa vse pripravljeni dati. Nehite, to je kratkotrajnega pomena. A si predstavljate, ko greste na eno pot, uživate, super, ful se imate, pa v resnici sploh nimate fajn, če je pa slabo vreme, a ne? To je kratkotrajna, kaj naj rečem, sreča. Delite na tem, da ste vsak dan srečni. Vsak dan. Kako ohranite svojo visoko vibracijo, ko vas nekdo spravi s tira? Ja, Brigita, hvala za to vprašanje. Kako me, ja, pa mene skoraj ne spravi kaj dosti iz tira in moram povedati, da če se mi zgodi, naprimer danes se mi je zgodilo s Savino, moja Savino, Savina, fejst te imam rada, saj to veš, no? Da te imam fejst rada, ampak potem je tako, no, ji povem, ji rečem, joj, Savina, pa kak si to, pa to, pa to, pa to, pa to, potem pa, ko končam pogovor, ji rečem, da jo imam fejst rada, da je naredila po najboljših močeh, da je naredila vse tako, kot je znala v tem trenutku in si rečem, lej, toliko je hotela ugoditi, da zaradi tega je to naredila, ne? In če pa je tako, da pa res me nekdo fejst spravi s tira, vam pa moram povedati, da grem meditirati. Grem meditirati, res grem za 5 minut se odklopiti in se grem spraviti v moj steber, ampak to se mi skoraj več ne zgodi, no. Skoraj več, jaz nimam takih, tako se mi res čuti, da imam neki notranji mir. Ne, nimam več tega. Kaj, če te je strah rasti? Petra, ful dobro vprašanje. Saj strah je tisti, ki nas najbolj ovira. Strah je, dajte zapreti oči, pa naredite eno meditacijo, pa se v meditaciji pogledajte, kje ste lahko. To je strah, da vas ne spusti naprej. Kaj mislite, da se jaz nisem videla? Jaz sem se tudi videla. In pa rečem, a to drži, a to je iluzija, a je to resnica, a je to možno, a to ni možno, a jaz to sanjam, a si jaz to želim. 101 vprašanje se ti pojavi notri. Ja, strah je tisti, ampak zdaj mi pa nekaj povejte, ali je bolje rasti, pa celo življenje živeti v strahu, ali pa skozi ta strah pa videti, kaj je za tem strahom. Pa saj me vidite. Tisti, ki me poznate, me ja vidite, a me ne vidite, kakšna sem. A sem drugačna, kot pa pred 5 leti. Mislim, jaz sem si tako rekla, zadnjič mi je moj mož rekel, a veš, da se ti sploh ne zavedaš ful lepo, kar je res, tudi moram vam povedati, ne vem, če sem dovolj še samozavestna, pa tako. Jaz sem rasla skozi v poslu, jaz sem rasla skozi v kolektivih, jaz točno vem, kaj delajo lahko dobri kolektivi, kaj ne delajo dobri kolektivi. Danes mogoče, ko sem v kakšnem podjetju, pa ko poslušam, ko imam posnetek stanja, pa naredim, pa si takole mislim, wow, kje sem za moje sodelavce, da jim pomagam na tej točki. Kje sem, da jim povem, ne iskati drugje, iščite v sebi, vse imate noter v sebi. Zdaj vem, hotela sem vam povedati, da mogoče sem včasih premalo samozavestna, da bi vedela, da res imam neko znanje, ki ga lahko širim naprej. Ni to znanje kar tako, da sem ga malo dobila. Dobro, Petra, go for it. Dejma, akcija. V redu? Ampak najprej pa se nekaj tudi zavedati. Evo, enega sem Stevena Andersona sem napisala. Vsak zase je dober, ampak skupaj smo pa izjemni. Jaz se še vedno strinjam, da je moč v povezovanju. Res, res. In tako se mi zdi, da si lahko bolj pomagamo, da lahko več delimo, kot pa en sam. Ok, kako ste našli recept za velikost podjetja, da vam je bilo ravno prav, kdaj nekaj širiti? Nikolina, to vprašanje bom vzela za drugič, ker je zdaj 58. Ne, lejte, če bi Igorja vprašala, bi bilo Igorju dovolj 250. Meni ni bilo nikoli dovolj. Jaz sem hotela do 1000 ljudi priditi, ampak ni fora, da prideš do 1000 ljudi. Imej raje 50 pa 50 srečnih. Imejte 30 pa 30 srečnih. Imejte 30, 20 pa 20 takih, ki vam upajo povedati v obraz, kaj mislijo, ki vam upajo deliti svoje znanje. Manjši tim, najprej ustvarite manjši tim, da boste lahko šli še naprej. In je že 59 minut. Ok, Karmen, je nam je napisala, da sem carica, hvala, iskrena hvala. Evo, in to je to, 1 minuto nazaj. Ja, veste, to je tako, veliko manj kaj takega, da bi vam rada povedala. Veliko imam znanja, veliko imam izkušenj,
ki sem jih doživela, pa veliko imam svojih posebnostnih zgodb in vse ne gre. In naprimer, že če bi delili, ne vem, imam predavanje sprejemanje samega sebe, je predavanje 1,5 ure oziroma 2 uri, ampak to morate vedeti, to je samo začetek. Potem je treba pa konstantno delati na tem nekaj časa. Pred časom sem vam tudi rekla, da se bojim prenehati vse to delati, ampak potem sem ugotovila, ne, da se bojim prenehati to delati. To mi tako paše. To mi tako paše, da me je to že potegnilo, veste, ko nekdo spije nekaj od alkohola, meni pač paše to. In če mi to paše, potem tudi v tem uživaš. Ne bom zdaj, bom določila in bom napisala v spodaj tistim 3, ki bom podelila knjigo. Danes mi še lahko pišete vprašanja, na vprašanja, jaz predlagam tako, da bom naredila en vmesni ta uživo, kako se bo pa reče, oddajo, vmesno oddajo, pa bom odgovorila na te vprašanja, tiste, katera so mi res zanimiva, ampak dajmo pogledati tako, naj raste vaša ekipa tista manjša, ko boste fejst močni in trdni, verjamete mi, da boste prišli do 1500 ljudi, do 2000, do 20 000, kakorkoli. Za nov korak, drugo smer. Ja, kdaj veš, da je čas za spremembo, za nov korak, drugo smer? Evo, lahko odgovorim še tega na Karmen, čeprav je 1 ura, ja, nič število zaposlenih. Hvala, draga Tanja, se popolnoma najprej treba začeti pri sebi. Dobro vprašanje, kdaj veš, da je čas za spremembo? Pri meni je nastal čas za spremembo, ker sem imela vse, pa nisem imela nič navznotraj, nič. Čutila sem se prazno, čisto prazno. In ko se počutiš prazno, veš, da je čas, da narediš korak naprej. Ali pa druga zadeva, ko te začne vse motiti, čisto vse motiti, ko nisi srečen, ne s partnerjem, ne z otroci, ne v službi, kjerkoli, to je korak, da veš, da je treba začeti delati na sebi. Ko priješ, ne vem, če že vsem v službo, če te vse moti, če že zjutraj se dan zbudiš, veš, da je čas, da delaš na sebi. Ok, dragi moji, rada vas imam, hvala za vse, pišite mi, 3 bom podelila knjigo, audio knjigo, da boste lahko poslušali, ker pa boste pa vi delili z mano izkušnje. Bom pa začela malce drugače, kakšne imam intervjuje, ko bi vi vedeli, kaj vse sem jaz posnela. Kaj vas še čaka? Zdaj vam bom devala intervjuje samo z ljudmi, dobro, lepa Afna še prije, ker je res nekaj dobrega naredila, res je dobrega naredila, naprej imate pa samo intervjuje z ljudmi, vse se da, vdaj, vse se da, samo, da se boste vi učili, konkretno učili, res, aha, to, ne da boste slišali njihove zgodbe, zakaj je potrebno to pa to peljati v življenje. Hvala vam, vsi tisti, ki pridete, bom poskrbela za dvig ženske energije, tako da bomo imeli online delavnico s puncami, moja punca je že pripravljena polno, tisti, ki me rabite za coachinge, sem vam na razpolago, tisti, ki hočete pa priti na moje delavnice, sem pa tudi na razpolago. 3-dnevni intenzivni treningi, to pa tako veste, da so v manjših skupinah, en del skupine je že skoraj, zdaj delam za pare. 12. november, se bom kmalu dala ven, 12. november imam samo za 5 parov, 5 parov, nič več, 5 parov. Mislim, da že imam 3 prijavljene. 3 pare prijavljene, samo potem še za 2. Čau, vse dobro vam želim. Lepo bodite. Vse veste, da bi 3 ure lahko govorila. Adijo.